Pozdravljeni. Marcos Tavares velja za enega najuspešnejših slovenskih nogometašev. Brazilec s slovenskim potnim listom je ikona mariborskih navijačev, nekoč pa je bil stroj za doseganje golov. Marcos je bil kapetan NK Maribor, postal je najboljši strelec prve slovenske lige, nogometaš z največ nastopi in goli pri NK Mariboru. Igralec z največ goli nastopi na evropskih tekmah in igralec, ki je v slovenski ligi dosegel najhitrejši gol. Patrik, kdaj ga je dosegel? V 8 sekundi proti Domžalam. Res je. Veliko o njem pa je mogoče izvedeti iz njegove biografije z naslovom Legende. Nekaj bomo poskušali odkriti pa tudi o Marcosu danes v tej oddaji. Gospod Marcos Tavares, dober dan in dobrodošli. Dober dan, hvala lepa. Čast mi je, da lahko bi tukaj z vama in upam, da bomo uživali. Ja. Z nami je pa tudi 11-letni Patrik, nogometaš NK Maribor, ki bo pomagal odvoditi tole nogometno oddajo. Patrik, živijo. Dober dan. Marcos, prvo vprašanje zate. Brazilci obožujejo pravi romantični nogomet. Zato bi te najprej vprašal, kaj je pomembno razviti v nogometu? Tehniko, fizično moč ali psihološko pripravo? Ja, to je res. V Braziliji mi smo malo romantični z žogami. Ja. Ker prvo darilo od fantov v Brazil je žoga. Prvo darilo, ko se rodijo, je žoga. Jaz sem spal z žogami, jaz sem bil non-stop z žogami okoli. In vse te tri področje je pomembno za nogometaša. Ampak seveda najprej je tehnika. Aha. Žoga mora biti del telesa za Brazilijo. Žoga mora biti, da isto danes, ko imamo mi telefon, kot da je del telesa naše življenje. In zato mi imamo v Braziliji ta romantični odnos z žogami, da žoga mora biti del, da brez gledamo, da brez razmišljamo žoga, ona mora biti tukaj izraven, bolj pomembni in dragoceni stvari v moje življenje je bila žoga. Patrik, kaj pa ti, koliko žog imaš doma? 8. 8. A bi zamenil žogo za telefon? Bi dal Ne. telefon proč? Nikoli. Kaj zdaj, bi imel raje telefon ali žogo? Žogo. Jaz mislim, da je to Bravo. pravilen odgovor, ne? Marcos, kdaj pa si začutil, da je nogomet ona ta prava tvoja pot? In da v bistvu, kako si se takrat odločil za to pot? Ja, Če nam lahko malo te poveš. to seveda, zgodbo jaz osebno. vedno sem imel raje nogomet, ko sem že rekel, moje prvo darilo je bila žoga, jaz sem spal z žogami, sem oboževal nogomet. In takrat, ko je bilo svetovno prvenstvo 1994, ko je Brazil zmagal svetovno prvenstvo v Ameriki, in takrat je bilo Romário, Dunga, Bebeto, Tafarel, Cafu, ko so igrali, so zmagali proti Italiji in takrat celi Brazil je se ustavil. Jaz sem se spomnil, ker je tekma bila v Braziliji okoli 12 ur, 11 ur. Jaz sem šel dopoldan zjutraj do šole in ob 10 šole končane, vsi nazaj domov, ker moram gledati naša reprezentanca. In takrat, ko Brazil je zmagal svetovno prvenstvo, jaz sem rekel, to je to. Jaz hočem biti nogometaš, hočem biti kot Romário, kot te generacije. In zaradi tega sem prosil moja ata, če lahko me pripeljati v neki klubi, nogometna šola. In takrat sem bil 9 let star in takrat je začela moja pot do nogometa. Patrik, kaj bi pa ti vprašal, Marcos? Kako to, da ste se zgarali igrati na tako velikem nivoju? Ja, to je bilo moja sanja, moja želja. In tudi v Braziliji, ker jaz sem prišel iz favele v Braziliji, nisem imel postelje, nisem imel hrano. In to je bilo moja želja, da lahko spremenim svoje življenje in od moja družina. In zaradi tega sem igral nogomet, zaradi tega jaz sem dal vse od sebe. In takrat, ko sem igral Ligo prvakov, jaz nisem imel dvomi, nisem imel strah,
Jaz sem hotel samo pokažem, da vse, kar je se zgodilo v moje življenje, je bilo za eno dobre stvari, ker preko nogometa sem spremenil svoje življenje in tudi sem pomagal svojo družino. A je za fante, mlade nogometaše, ki prihajajo iz favel, razmišljajo tudi na ta način, da je to neka rešilna bilka nogomet in da na ta način tudi jih lahko požene uspeh v boljše življenje, ne samo njega, ampak tudi posledično družino, širšo družino. Seveda, to je najboljši način za rešitev, ker tam v Braziliji mi, ki smo prišli svojo, nimamo dosti denar za študij, da lahko gremo v boljše šole, da plačamo univerziteta, fakulteta in preko šport oziroma v Braziliji preko nogomet lahko treniramo, damo vse od sebe, to ni tak drag šport in preko tega, če imaš že 17 let star, že prej danes v Braziliji 13-15 let star, lahko dobiš dobro denar in lahko pomaga svojim staršem graditi hišo in to se je zgodilo z mano. 13 let star sem bil, ko je prišel klub Gremio, klub so meni kupili za $10,000 takrat. In ta denar sem pomagal staršem, da gradimo eno boljša hiša, ker moja hiša je bila skoraj nič. In takrat sem pomagal starši, sem šel živeti pod tribuno na stadion in sem imel tudi plačo in zaradi tega tudi moje življenje je bila boljša. Ko si tukaj živel na stadionu, oziroma pod stadionom, to je bila neke vrste akademija, si kar nekaj let preživel v tej akademiji kot najstnik, ne? Nam lahko malo opišeš, kakšen je bil ta način življenja, treningi? Lahko, ja. Ker jaz sem živel kar daleč od kluba, to je 2 uri ali več kot 2 ure, pa pol za en avtobus, še pol ure za drugi avtobus, da lahko grem do stadiona. In ko ta klub je meni kupil, oni so ponudili, da lahko živim tam skupaj z mogoče 100 mladi, 100 otroki, ki so prišli celi Braziliji na stadion. Pod tribuno smo imeli en veliki prostor, postelje, ki je 2, en spodaj, en zgoraj in tam smo živeli. Jaz sem treniral vsak dan dopoldan in popoldan in zvečer smo imeli šola. Ker to je akademija, vse klube v Braziliji živijo na tak način in tudi jaz, ko sem imel težavo potem za neke kilaže, jaz sem treniral 3-krat na dan, dopoldan, popoldan in pred šolo 1 uro plavanje, da lahko shujšal. In potem zvečer šola in to je bilo moje življenje 6 let. 6 let sem živel pod tribuna, tudi smo imeli težke trenutke, ker vsako leto so menjali 30 igralcev. In oni igralci, ki so šli nazaj v svojo domovine, so kradali omare, vse opreme, dosti stvari. Jaz sem mogel spati z denarnice v gate. To je bilo kar dosti stvari smo imeli takrat. No, Patrik, kaj pa tebe recimo zanima še? Daj, kar vprašaj Markusa. Kako pa je to bilo, ko ste na primer videli, ko so kradli pač stvari, denarnice, omare, kako je to bilo pač? Kako ste se v tem počutili? Ja, zelo je slabo, ne. Vse stvari, ki smo kupovali ali smo dobili od starši, so kradli, ampak to je bilo takrat, ljudje so bili tak vzgojeni in smo samo delali naprej. Jaz sem tudi odpustil vse te mlade, vse te igralce, ki so to naredili in moje življenje šla naprej, sem mogel več gol dati, da lahko kupim več stvari. Kako to, da ste prišli z tiste šole pač v Maribor? Kako? Ja, to je bilo dolgi pot. 19 let star sem bil, ko sem šel igrati v Maleziji. In v Maleziji sem bil 3 leta, tam sem igral.
za klub, ki se imenuje Keda, sem bil prvak tudi tam, pa potem sem šel v Ciper in Cipra sem prišel v Maribor, ampak vedno sem hotel imeti ta sem hotel biti uspešen pri nogometu. In v Maleziji sem bil, ampak ni bilo dolgo. V Ciper sem bil samo 6 mesec. In ko sem prišel v Maribor, sem mislil, jaz bom igral 1 leto tu in to grem naprej. Ampak tu sem se počutil, ko sem počutil doma. Tu sem čutil ta želja za nogomet, ta ljubezen za nogomet. Ljudje iz Maribor so mene sprejeli zelo lepo in zaradi tega sem čutil ta želja in hočem več stvari pokazati za Maribor. In takrat ni bilo lahko za Maribor, smo imeli tudi v drugi področji neko težave in samo nogomet je bil tak luči, ta upanje za mesto. In zaradi tega sem hotel več gol zabijati, ker vsaki gol, ko sem jaz zabil za Maribor, jaz nisem bil samo jaz vesel, jaz sem gledal navijače, družine, se objeli, so se jokali, so bili veseli zaradi nogometa in te stvari je meni dal motivacijo, moč za igrati nogomet. Pa kakor vem, vas je videl en nogometaš, bivši nogometaš Maribora, kakor vem, se je videl v Cipru. Aha, vas Tako, opazil, da ga je opazil in rekel, Ja, tale, se je ja. opazil, ja. Ja, Nilton Cardozo, to je bil igralec za NK Maribor, on je igral v Ciper in mi dva skupaj smo igrala proti v Ciper, on, ko prišel v Maribor, mene poklical, Tavares, mi rabimo en napadalec, lahko pride v Maribor v Slovenijo, sem rekel, Slovenija, kje je Slovenija? Ja. Potem je rekel, bivša Jugoslavija, potem sem razumel, sem prišel v Maribor. Kako pa se motiviraš, pa mogoče na svet za take nadobudne nogometaše, ko si utrujen, ko ti ne gre? Kakšen si izdelal ta mindset motivacijski, da se dvigneš, da greš spet, da ti ni hudo? Ja, to se dogaja, to je normalno, ampak moraš imeti upanje in vera v sebi. Če si odločil, da boš bil nogometaš, ne pustiš utrujenost, da drugi ljudje bojo govorili slabo tega. Ti moraš verjeti, da če boš ti treniral, če boš upošteval, kaj trener govori, kaj starejši igralci govori, upošteval svoje starši in boš naredil vse, potem ti boš uspel in ko boš treniral enkrat več kot vsi ostali, stvari bo šla naprej in boljše in tak je življenje. Ko boš treniral in ne boš dobro igral, ni problema. To je življenje. Še enkrat treniraš, še enkrat daj vse od sebe. Druga tekma, če ne boš zabil gol, ni problema. Še enkrat probaj, vztrajaj do konca, dokler en dan boš ti igral dobro, boš zabil gole, boš zmagal, boš prvak in potem bo vse okej. Kako pomembna pa je ta disciplina zunaj igrišča? Ne vem, prehrana, spanje, način življenja. Predstavljam si, da, ne vem, prej si omenil to brazilsko šolanje, predstavljam si, da tam 100 otrok, najstnikov, ne, in gre marsikaj po glavi. Ne? Ja. Je bilo težko ohranjati to disciplino? Zelo težko in disciplina je velika stvar pri nogometu, pri športu. Nogometaš je dobro, ampak zelo zahtevna služba. Disciplina, ti moraš dobro spati, ti moraš dobro trenirati. Jaz, ko sem živel tam pod tribuno, vsi prijatelji v šoli so šli v shopping center, so šli v diskoteke, so imeli dosti stvari, so šli na kavo, pa jaz nisem mogel. Jaz sem treniral 2-krat na dan, pa plavanje sem treniral 1 uro, pa še šola sem imel zvečer. Zato mi včasih moramo se žrtvovati, da lahko imamo rezultate v naše življenje. Prehrano, mi
ne bomo dobro igrali samo z pašto in piščanci. Mi moramo tudi se skrbeti za naše zdravje, mi moramo dobro jesti, mi moramo imeti druge vitamine, mi moramo dopolnilne vitamine narediti. Je dosti stvari, da lahko 1%, 5% biti boljši kot nasprotnik ali kot igralci, ki trenirajo skupaj z nami. Patrik, kako se pa ti soočaš s pritiskom, recimo, staršev, ki navijajo, ki si na tekmi? A ti je všeč, če starši kaj komentirajo odločitve sodnikov ali pa trenerjev? Ne, nič se ne smejo vmešavati, saj odločajo sodniki in trenerji. Res je. Tako da ne morejo nič. Pravi odgovor, Govoriti. ker mi imamo samo en trener. Če mi imamo 10 trenerjev, koga bomo poslušali? Zato jaz tudi prosim za staršem, da pusti trener dela svoje. On je študiral, on je že ima izkušenj in on ve, kaj je najboljše za ekipo. Starši samo misli, kaj je najboljše za svojega otroka. Ampak trener razmišlja, kaj je najboljše za ekipo. Markus, kaj loči dobrega igralca od velikega igralca? Ja, za mene je, če lahko samo en stvari, ali več stvari, da lahko govorim, ampak en stvari, kaj za mene loči dober igralec do najboljšega, je naredi več, kot ti je dogovoreno, ali ko je trener od tebe vpraša. Naredi več. Jaz sem treniral 3-krat na dan. Jaz sem hotel biti najboljši nogometaš v Sloveniji. In zato sem vedno treniral več kot vse ostali. Jaz sem imel privatni trener. Ja, takrat, ko so vsi šli v shopping center ali na kavo, jaz mentalno sem mislil, jaz bom treniral, ker jaz bom imel več ur kot moji soigralci. In zaradi tega jaz bom bil boljši na terenu. Jaz bom boljši nogometaš kot on. Na dopustu, ko so vsi bili na plažu, jaz sem že 15 dni pred, da se vrnem nazaj, sem treniral. Takrat, ko sem prišel v Slovenijo, jaz sem že laufal, sem že zabil goli in drugi so kar na začetek. In to je razlika med dober in najboljši nogometaš. Če delaš več kot vse ostali, boš bil boljši kot vse ostali. Kaj mislite, ali ste bili najboljši nogometaš v Sloveniji ali ste bili samo pač dober? Ja, jaz mislim, da sem bil najboljši nogometaš v Sloveniji, ker sem hotel biti najboljši nogometaš. In zaradi tega sem treniral več, zaradi tega sem naredil več in zaradi tega tudi prišel rezultat v Sloveniji. Markus, imaš tudi lastni nogometni kamp. Kaj tam svetuješ otrokom? Kaj je najpomembnejše za njihov razvoj? Recimo, če pogledamo Patrika v teh letih. Ja, jaz imam največ fant od 10 do 13 let star. To je samo zate. Moj nogometni kamp imamo mi dve stvari. En je, ker hočem pomagati, da oni bo igrali na nivo, ker sem jaz igral, ker je to ta miks med brazilska mentaliteta in evropska mentaliteta. Jaz pomagam, da ta romantični nogomet pokažem za vas. In druga stvar je vrednote in principi v življenju. Ker to je zelo pomembno. Ker pred, da smo nogometaši, smo človek. In če mi imamo dobre vrednote, dobre principe, pri moji nogometni kamp mi se učimo o hvaležnem. Mi mora biti hvaležen za vse, kar se dogaja. Če si hvaležen, potem več stvari pride v tvoje življenje. Da si vesel, da se pogovarjaš z drugimi ljudmi, da imaš ti tam pri nogometnih se smejimo vsak dan, ker če si vesel,
boljše stvari pride v tvoje življenje. In te stvari, te vrednote, ker mi ne poslušamo vsak dan, lahko naredimo boljši človek tu v Sloveniji. In vse te stvari je pri moj nogometni kamp. In tudi, da respekt, da spoštuje svoje soigralce, da spoštuje trenerji in staršev. Če je ubogamo staršev, tudi pride en dobri stvari, dobri namen v vašem življenju. Patrik, a bodo zdaj treningi kaj drugačni po pogovoru, ki si ga imel tukaj z Markusom? Pa ne bojo, ker drugače sem se itak vedno trudil, vse dal od sebe in bom še naprej tako nadaljeval, mogoče pa še več bom dal od sebe. Ja, Pa žogo boš, telefon boš zamenil za žogo, ne? itak. To bomo pa starše poklicali čez en mesec, bomo videli, če je to res. Tako da, Patrik, hvala za ta pogovor. Markus, hvala za ta iskren pogovor in vnos te romantičnosti v slovenski nogomet, ki je absolutno manjka. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala vam in upam, da bomo še več doživeli boljše in lepi trenutek pri nogometu.